Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Besedo nacionalizem, ki je tako zelo človeška, navadno ne povezujemo s svetom živali, pa vendar se vi, Tadej Pavkovič, ukvarjate prav s tem, z iskanjem nekako presečišča med nacionalnim, živalskim oziroma še natančneje s povezavo nacionalizma z živalskimi pasmami goveda. Ampak predlagala bi mogoče, da začneva pri malce bolj nišnem primeru najin pogovor, in sicer z Janezom Bleiweisom in njegovo razlago izvora noriškega konja. Ja, mogoče je najbolj smiselno začeti kar nekako tudi za vzpostavitvijo nekega širšega konteksta, ki bo pojasnil delovanje recimo Janeza Bleiweisa in sploh njegove razloge za opredelitev noriškega konja. Sprav Janeza Bleiweisa verjetno večino poslušalcev pri nas pozna, sicer vsaj do določene mere, ne. Šlo je za kranjskega oziroma slovenskega veterinarja, tajnika Kranjske kmetijske družbe in mogoče najbolj poznan kot urednik kranjskih kmetijskih in rokodelskih novic, ki so izhajale v 19. stoletju. Sprav bil je človek 19. stoletja, ki pa je bilo neko obdobje radikalnih transformacij, bi lahko rekel. Po eni strani je to obdobje vzpona idej o nacionalnostih, se pravi, nekateri o tem govorijo kot o prebujenju narodov, o oblikovanju narodov, ne, in slovenski narod v tem kontekstu ni bil nikakršna izjema, ne, se formira v 19. stoletju kot neka nova oblika identitete na tem prostoru, sprav na habsburškem prostoru. In sočasno je to obdobje oblikovanja neke nove ekonomske usmeritve, to je zlasti kapitalistična usmeritev, se pravi tranzicija iz fevdalne družbene ureditve v ekonomske in družbene ureditve v kapitalistično ureditev, in s tem sočasno tudi oblikovanje države in njenih inštitucij in tudi nekih državnih interesov, ne. In tukaj so bili v 19. stoletju se zelo močno razvijajo zlasti ideje znotraj države, da morajo recimo spodbujati kmetijstvo. Ključno je kmetijstvo prilagoditi nekako obstoječim ekonomskim razmeram, ne kapitalističnim razmeram, treba je povečati produktivnost kmetijstva in tako naprej. In en izmed uveljavljenih načinov v tem času je bilo ravno produkcija informacij o kmetijstvu, kar naj bi služilo potem za nekako oblikovanje administrativnih ukrepov, ki bodo vodili v večjo produktivnost kmetijstva, ne. In Janez Bleiweis je v bistvu deloval v tem širšem kontekstu. In v tem oziru je on, med drugim poleg tega, da je bil urednik novic, je napisal tudi več živinorejskih del in poleg recimo nekih navodil, kako naj bi se postopalo z živino, kako naj bi se jo zdravilo, s čim naj bi se jo prehranjevalo, je on tudi skušal nekako klasificirati živali, ne. In pri enem izmed teh primerov klasifikacije konj na tem območju, ki je precej zanimiva, ampak je pa tukaj izjema v tem konkretnem primeru iz sredine 19. stoletja, je pa tudi njegov poskus opredelitve tako imenovanega noriškega konja. V tem primeru se lepo vidi recimo zlasti primer, kako on skuša noriškega konja opredeliti kot nekakšno nacionalno kategorijo. Se pravi, on argumentira, da ponavadi pri pasmah, ne, se pogosto vzpostavi neko sodobno skupino živali, se potem poišče nek izvor, zgodovinski izvor, na nek način podoben kot pri narodih, ne. In on je recimo potem iskal ta izvor recimo v rimski provinci Noricuma, ne, iz začetka našega štetja, in je povezoval to z konjem, noriškim konjem cesarja Nerona, ki naj bi imel noriškega konja z imenom Dravko, ne, in potem nekako filološko Bleiweis potem to povezuje. Zdravo, ne? Ja, zdravo po eni strani ali pa zdrav kot čil oziroma zdravo, ne, in on argumentira, da ja,
to ima v bistvu slovansko ime imel ta konj, in to pomeni, da v bistvu te konje so že redili takrat prebivalci, ki jih je on smatral za Slovane, in je na ta način potem oblikoval neko to idejo o noriškem konju. In tudi pove, da ta noriški konj se je skozi zgodovino oblikoval s tem, da se je prehranjeval na slovenski grudi. In tako da to je v bistvu neka ta zgodba z noriškim konjem. Mogoče greva še k drugemu zanimivemu gospodu, bil je alpinist, tudi avtor spisov o štajerskem kmetijstvu, Adolf Stirner. Živel je na prelomu 19. in 20. stoletja in tudi pisal o kmetijstvu in na podlagi teh povezav med ljudstvi in pasmami nekako ločeval nemško od slovenskega goveda. Ja, se pravi, jaz bi spet tukaj začel z neko zgodovinsko umestitvijo, ki mislim, da dosti dobro potem pojasnjuje njegov pristop. Se pravi, Adolf Stirner večino njegovih del v bistvu izide že v povojnem obdobju, se pravi po prvi svetovni vojni, se pravi to je obdobje po eni strani, ko Habsburški oziroma Avstro-Ogrska propade in so različni deli njenega teritorija inkorporirane v nove tvorbe. Se pravi, recimo Koroška in Štajerska se razdelita in priključita po eni strani v Republiko Avstrijo in po drugi strani v državo oziroma kasneje kraljevino SHS. In to je v bistvu neko obdobje precej tudi shajajočega nacionalizma, veliko močnejšega, zlasti za ta neka nacionalno neenotna območja. In Adolf Stirner je v bistvu delal neke te povezave, v bistvu je tudi spet raziskoval neko zgodovino živinoreje in smatral nekako, da posamični narodi, se pravi, on govori, tako kot imajo Romuni svoje živali, kot imajo recimo Madžari svoje živali, tako bi morali tudi tukaj v Avstriji pogledati, katere živali so se zgodovinsko razvile skupaj z specifičnim ljudstvom, specifično z nemškim oziroma avstrijskim ljudstvom, in katere so se razvile s slovanskim življem. Adolf Stirner tega sicer še ne naredi na tak zelo očiten način, ampak nekoliko kasneje, oziroma tudi v podobnem času, recimo zlasti nacistični avtorji pa recimo zelo močno, nemški nacistični, pa zelo močno povezujejo to povezavo med nemškimi pasmami in nemškim narodom, in trdijo, da bi moral nemški narod jesti nemške pasme, neka ta povezava, in tudi recimo potem v fašistični Portugalski, podobno v fašistični Italiji, je neka ta povezava, da naj bi torej specifični narodi jedli neke specifične pasme, ki so jih opredelili za nacionalne. No, ampak kakorkoli, Adolf Stirner se v tem obdobju, se pravi, piše v 20. letih 20. stoletja. On razume, da je v bistvu to območje današnje Slovenije in Južne Avstrije, da je zelo nacionalno mešano bilo v tistem času, v katerem je on živel, in skuša nekako potem opredeliti zdaj, katere pasme, specifično goveda, naj bi izvorno pripadale slovanskemu življu in katere germanskemu. In on tudi trdi, skuša nekako zajeti to zgodovino migracij, se pravi po propadu zahodnega dela rimskega imperija, imamo to obdobje migracije ljudstev, ko naj bi na ta območja nekdanjega Norika prišli Germani in Slovani in tako naprej. In on trdi, da naj bi seboj privlekli tudi svoje živali. Nekako pod vplivom tedanjega časa, kjer so na vzhodu, zlasti recimo v Panonski kotlini, dominirale zlasti svetle živali in tudi bolj na vzhodu, v teritorijah, ki so bile smatrane za neke zibelke Slovanov, so dominirale zlasti svetle živali. In on potem trdi, da v bistvu Slovani, ko so prišli na ta območja, so seboj privlekli tudi te svetle pasme goveda, dočim Germani pa naj bi seboj privlekli na te teritorije potem barvne, pisane, se pravi zlasti črne, rjave, rdeče, različnih vzorcev, bodi se enobarvne oziroma večbarvne. In v bistvu pri njemu je nekako značilno zlasti to, da zelo močno aplicira na daljna zgodovinska obdobja neke sodobne percepcije v narodih. On v bistvu projicira neke sodobna pojmovanja narodov, in te ideje, da so ljudje v preteklosti nekako opredeljevali živino, s katero so kmetovali, po nekih nacionalnih načelih, ker se nam zdaj, zlasti iz tega obdobja, mogoče zdi nekoliko nenavadno, ali pa tudi ne.
Torej, oba primera nekako kažeta na prepletenost politike in znanosti. Koliko se vam zdi oziroma v kolikšni meri je šlo nekako za sistematično težnjo, da bi torej dokazovali neke zgodovinske živali, ne dokazovali, ampak povezovali z ljudstvi in ustvarjali neke nacionalne simbole, koliko pa je šlo za mogoče neko spontano ideologijo po Louisu Althusserju, o čemer tudi pišete v vaših člankih? Ja, jaz tukaj sicer niti ne bi mogoče delal nekih nujnih razlik. Meni se zdi tukaj bolj zanimivo izpostaviti ravno to, kako ta oba procesa nekako delujeta vzporedno in simultano. Po eni strani imamo neke te sistematične težnje, recimo v 19. stoletju poskuse ekonomske klasifikacije živine, zlasti državne, zlasti za voljo oblikovanja ukrepov za večanje produktivnosti kmetijstva, ampak kljub temu je pa zanimivo, kako se na to sistematično klasifikacijo vendarle potem pripojijo določene interpretacije, ki pa so vendarle odraz neke obstoječe ideologije oziroma obstoječih mentalnih okvirov, bi temu rekel. Tako da jaz bi tukaj v bistvu videl na nek način ravno to povezavo, ki kaže na to, kako v bistvu neka znanost ali pa klasifikacija deluje, kako to ni nekaj nevtralnega, ampak je vedno oblikovana znotraj nekih konkretnih mentalnih okvirov. In to je v bistvu ki jim tudi znanstveniki torej ne uidejo, seveda. Tako je. Torej, že sama pasma, čeprav jo danes dojemamo mogoče kot zelo samoumevno, ni nekaj nevtralnega, pravite, tudi ni nekaj transhistoričnega, ni del temeljne biološke taksonomije. Kako se je v bistvu pojmovanje pasem spreminjalo od 19. stoletja do danes? Ja, se pravi, jaz bi rekel, da ta klasifikacija živali, jaz bi rekel to specifično o razvoju pojmovanja pasme, govoril kar o razvoju klasifikacije, zato ker imamo vzporedno veliko nekih konceptov, ki zlasti v 19. stoletju tekmujejo in šele potem v 20. stoletju se nekako pasemsko klasificiranje uveljavi kot neka ključna kategorija podvrsto. Če pa opazujemo zlasti v obdobju 19. stoletja, pa tukaj vidimo, da po eni strani v skladu z nekimi ekonomskimi težnjami tistega časa prihajajo tudi na habsburški prostor neki interesi po opredeljevanju, po nečemur, kar bi lahko po eni strani prevajali kot pasme, po drugi strani kot rase. Zdaj, izraz, ki se takrat uporablja v nemškem jeziku, zlasti rase, in tudi italijansko race in tudi v francoskem. V bistvu izraz je rasa, ampak to se zdaj, danes se to prevaja kot pasma za živali, dočim se prevaja kot rasa za ljudi, običajno. Tudi v biologiji se uporablja koncept rase, ki se zdaj bolj kot ne raje tolmači kot podvrsta, ampak vendarle, v 19. stoletju torej imamo neko ekonomsko težnjo po klasificiranju živali, kmetijskih živali v neke relativno standardizirane pasme. Recimo tukaj so zelo pomembni zlasti veliki kmetijski sejmi. En tak pomembnejših je recimo 1856 v Parizu, kjer v Parizu ustanovijo velik kmetijskih sejem. Na nek način je mogoče podoben kot Agra v Gornji Radgoni ali kaj podobnega, kjer so različne države v bistvu poslale svoje kmetijske proizvode in jih promovirale. Namen je bil v bistvu nekaka promocijo, kar ne bi prineslo ekonomsko korist. In po teh razstavah se je v bistvu ravno klasificiralo živino glede na določene pasme in se je potem tudi ovrednotilo, recimo si imel za specifično pasmo in potem so različni ljudje privedli svoje govedo in potem so bile tam ustanovljene določene komisije, ki so ovrednotile in opredelile, kateri je najlepši predstavnik določene pasme. In pod temi ekonomskimi vplivi tudi na habsburško ozemlje pridejo neke te, ali pa so vsaj takrat še bolj okrepljene, ideje o tem, da je treba uveljaviti neko pasemsko klasificiranje v habsburški monarhiji. Pričemer točno to, kaj točno je
pasma v bistvu še ni tako zelo jasno definirano, ne. Načeloma jo predeljujejo kot skupino osebkov neke živalske vrste, ki ima bolj kot nepodoben izgled in ki jo pri reprodukciji reproducirajo svoje lastnosti v svojih potomcih, ne, do določene mere. Zdaj, številni strokovnjaki, ki so bili izbrani ali pa ki so se sami lotili pasemskega opredeljevanja oziroma klasifikacije živine na Habsburški monarhiji, zlasti sredi 19. stoletja, v bistvu ugotovijo, da ta način klasifikacije ni bil najbolj koristen, ker je bilo vsaj govedo, no, in pa tudi v bistvu pri drugih živalskih vrstah, večino živali je bilo zelo heterogenih in so ugotovili, da v bistvu ne bojo uspeli jih opredeliti po pasmah in so zato v bistvu uveljavljali neke drugačne koncepte, ne. En izmed teh konceptov, recimo, ki so takrat uveljavili, je koncept Landschlag, ki ga potem prevajajo v slovenščino kot deželni rod in v neki analizi uradniki Habsburške monarhije ugotovijo, da je več kot polovica živali v 19. stoletju v bistvu ne pripada neki pasmi, ampak jih je lažje opredeliti kot neki deželni rod oziroma neke zelo ohlapnejše kategorije, ki niso tako zelo strogo ozko določene, kot so recimo pasme, ne. Tudi kasneje se potem ob velikih projektih državne klasifikacije se v bistvu ugotovijo, ne, da se uporablja za klasifikacijo tip, varietet, rasa, pasma, ne, Landschlag. V bistvu gre za ogromno nekih različnih konceptov, pri čemer niti ni bilo povsem jasno, kaj so razlike, kaj so podobnosti med tem koncepti, ne. Tako da, ko govorimo o tem nekem razvoju klasifikacije, mislim, da moramo tukaj ravno na to opozoriti, ne, da gre v bistvu za precej nestandardizirano prakso na nek način, ne, in da se poenoti šele potem nekako v 20. in 21. stoletju, ne. Je pa hkrati razvidna verjetno ta težnja države po enotnih nekih pasemskih skupinah. A je to predvsem zaradi rentabilnosti, mogoče najboljšega izkupička, ali se pridružuje tudi ta nacionalni moment? Ja, jaz bi rekel, da v Habsburški monarhiji v 19. stoletju se v tem ožjem smislu nacionalizma ne. Kar oni govorijo v državnem kmetijstvu, ne, in to je bil zelo multinacionalni oziroma multietnični imperij, ne, in oni načeloma, vsaj jaz nisem zasledil, no, da bi recimo spodbujali neko pasmo, ki bi jo nekdo lahko povezoval z nekim specifičnim narodom znotraj imperija, ne. Ja, mislim, so pa spodbujali v bistvu načeloma neke pasme, ki so imele neka bolj lokalna imena, no, bolj so bile opredeljena po regijsko v tem primeru. Zdaj, to je mogoče neka povezava ravno med tem, da imperij v tem obdobju v 19. stoletju, ko imamo zlasti velike nacionalne boje, da imperij skuša miriti, ne, te ustvarjanje razlik in opredeljevanje nacionalno, ne. Tako da mogoče je to ena izmed interpretacij, ampak ne bi si pa upal trditi, no, da je temu res tako. Kaj pa ta želja potem, da bi država držala roko čez kmetijstvo, koliko je bila izražena? Tukaj so bile neke zahteve potem, da se klasificira govedo, ne, na Kranjskem ob koncu 19. stoletja? Ja, se pravi, te ideje se po klasifikaciji goveda v Cisletaniji, se pravi v avstrijskem delu Avstro-Ogrske, se začnejo pojavljati tam v 1870, vsaj takrat sem jih jaz zasledil, no. In potem imamo dejansko leta 1874 tudi pride navodilo, inštrukcion iz kmetijskega ministrstva na lokalne kmetijske družbe, se pravi, imperij je bil razdeljen na posamične dežele in praviloma vsaka dežela je imela svojo kmetijsko družbo. Eno takšno navodilo je prejela tudi Kranjska kmetijska družba, ki je, zdaj ta dokument je shranjen v Arhivu Republike Slovenije, in gre v bistvu za precej obsežen načrt, ki nareka, da morajo kmetijske družbe izmed svojih članov zbrati nekega predstavnika, ki bo šel in bo po določenih navodilih, ki so jih oni določili, ne, šel čez deželo in nekako skušal klasificirati in opredeliti pasme živine. Oziroma oni
ne rečejo samo pasme, ampak v bistvu ravno rečejo to, da naj popišejo vse različne načine, kako klasificirajo, ne, spravo tudi, kot smo prej omenili, deželne rodove, landšlage oziroma tipe in varietete. In zanimivo je, da to navodilo tudi dosti lepo opredeli ravno ta težava. Oni večkrat rečejo, da prebivalstvo v bistvu v imperiju še ne klasificira, ne, tako kot so oni smatrali, da bi morali, ampak da klasificirajo glede na neke krajevne oznake ali pa glede na barve, in da tudi nekateri izobraženi živinorejci ne klasificirajo po teh novih kategorijah, ne, in interes je bil v bistvu tukaj, da se vpelje nek nov sistem klasifikacije tukaj. Sočasno pa to ni bil glavni namen tega velikega projekta popisovanja živine. Ne? Oni tukaj jasno povedo, da v bistvu glavni namen tega izoblikovanja pasem je praktično zato, da jim bo to služilo kot dobro vodilo za oblikovanje administrativnih ukrepov za izboljšanje produktivnosti živinoreje. Ne? In v tem kontekstu je mogoče zanimivo, en izmed produktov te raziskave je potem tudi objava nekega albuma govejih pasem oziroma ras, ki je objavljen 1896 in tukaj v bistvu izgleda tako nekako kot nek prospekt za nakupovanje goveda. Spravi imamo lepo eno slikico goveda, ki je lepo slikan v profilu za glavo usmerjena v slikarja, ne? In potem imamo opis nekih fenotipskih lastnosti, nekih produkcijskih lastnosti, toliko in toliko mleka nosi, ne, dobro se obnese v tem okolju, ne, stane približno toliko, nese toliko in toliko mesa in v bistvu deluje, ne, kot nek tak tržni prospekt. In to je bil v bistvu nek ta glavni namen klasifikacije goveda v 19. stoletju, glede na to inštrukcijo. Omenili ste to kranjsko kmetijsko družbo. Prebrala sem v vašem članku, da so leta 1840 bili vanjo včlanjeni samo 4 kmeti. To se mi zdi, če je moje opažanje pravilno, da veliko pove o tedanji razslojenosti družbe, pa tudi dejansko o tem, da so se s kmetijstvom in neko regulacijo kmetijstva ukvarjali člani elite družbene nekako. Danes verjetno je malce drugače. Ja, mislim, jaz se sprašujem, če je danes res tako drugače, ampak vendarle, ja, že od svojih začetkov, se pravi, kmetijske družbe so na tem teritoriju, se pravi, Habsburškem teritoriju, ustanovljene zlasti v drugi polovici 18. stoletja. Argumentacija za ustanovitev teh kmetijskih družb je bila zlasti spet večanje produktivnosti kmetijstva in nekako iz tujine so prišli vzgledi, da naj bi recimo v Švici pa Franciji ustanavljali kmetijske družbe, ki naj bi prevedle do neke transformacije kmetijstva in večanja produktivnosti. In oni tudi zapišejo v bistvu, da glavni cilj tukaj je v bistvu ravno, zdaj bom malo parafraziral, ampak prevzgojitev kmečkega sloja, ki prevzema tradicije svojih prednikov. Ključno bi bilo v bistvu izobraževalna funkcija, ampak izobraževalna funkcija glede na neke konkretne razmere. Se pravi, oni so recimo zlasti v tem prvem obdobju, in pa tudi kasneje so skušali recimo zlasti ukinjati skupna zemljišča, sprav srenjska zemljišča, Večino teh pripadnikov, prvih pripadnikov, to gre v bistvu zlasti za neko plemstvo, plemiče, duhovščino in pa neke državne uslužbence. So bili recimo v tej prvi kranjski kmetijski družbi. Ampak tudi znotraj tega so bila nekatera nasprotovanja. Če se recimo specifično usmerimo zlasti na ta projekt poskusa ukinjanja skupnih srenjskih zemljišč, sprav to so bila zemljišča, ki so jih imele recimo v lasti srenjske skupnosti, določene vasi, ki so imele privilegij paše recimo na teh skupnih zemljiščih. In to je pomenilo zelo pomembno. Pašne skupnosti danes. Ja, in to je bilo zelo pomembno, zlasti za recimo manjše kmete, ki niso posedovali drugih zemljišč, zato da so v bistvu lahko preživeli. Določen del članov kranjske kmetijske družbe je takrat zagovarjal ravno razrez teh skupnih zemljišč in kar bi privedlo do individualizacije zemljišča in uveljavitve neke privatne oblike lastnine. Dočim imamo pa tudi druge člane, recimo en izmed takšnih je Skopolje,
ki je zavzel različno pozicijo in se tukaj po mojem mnenju dosti lepo vidi, komu bi ta razrez dejansko koristil. Ne? In on tako zapiše. Skopol je sicer bil tudi idrijski zdravnik, ne? In tudi znan naravoslovec. In on piše tako: ti pašniki so bili urejeni z namenom, da bi revnejši kmetje lažje prehranjevali in vzrejali živali, ki jih nujno potrebujejo zaradi gnoja. Če bi ta svet res razdelili, bi siromaki dobili komaj 10% tistega zemljišča, ki ga rabijo za prehrano svojega goveda. Pa porečejo nekateri, da je treba zemljo pošteno obdelati. Kako najbolje obdeluje polje kmet, ki ga tare revščina, kako naj prehrani živino do takrat, ko seme zraste v rastlino, kako naj pognoji zemljo in kako naj vsako leto zagotovi potrebno krmo za živino. Ukrajina, Transilvanija, Madžarska, Hrvaška, Štajerska, Koroška, Tirolska, pa tudi druge dežele redijo številna goveda, konje in prašiče zgolj na srenjskih pašnikih. Prav tako v Španiji in Italiji imenitne ovce. Tisti, ki domujejo v toplih območjih, po zimi odstopijo svoje pašnike onim, ki živijo v hribih in hladnih krajih. Po drugi strani pa oni poleti sprejmejo živali iz toplih območij. Če bi torej pašnike razdelili, bi kmalu propadla tako koristna skladnost in nastala bi nepopravljiva škoda za kmečko gospodarstvo. Ne, in on v bistvu tukaj zavzame ravno ta pozicijo, obratno pozicijo, kot jo zavzame večina članov Kranjske kmetijske družbe, ne, in se postavi na nek način na stran malega kmeta. Ne. In pro zadrugam. Ja, jaz ne bi rekel, da so zadruge, ker ne, zadruge so v bistvu ravno se ustanovijo po privatizaciji skupnih zemljišč in se potem ustanovi zadruge. Tukaj gre pa srednje, gre v bistvu ravno za neke drugačne oblike lastnine. Povezovanja. No. Tako je. No in če se usmerimo še na 19. stoletje, ja, prav ste izpostavili ravno to, da tudi v 19. stoletju, se pravi konec 18. stoletja, Kranjska kmetijska družba ugasne. Zdaj država ji ukine financiranje, zato ker sklepajo, da niso uspeli doseči svojega cilja, in se potem nekako obnovi potem v letih 1821 oziroma 1822 in spet nekako razredna struktura je spet praktično gre po eni strani za plemiče oziroma velike zemljiške lastnike, za duhovščino, nekateri o njih pišejo kot razsvetljeni duhovščini, in pa neki državni uslužbenci in kot ste omenili, ne, v letu 1840 samo 4 kmeti. In to je v bistvu neka standardna struktura. Čez večino kmetijskih družb iz tega teritorija edina izjema je Štajerska, ki ima nekoliko več kmečkega prebivalstva, ampak tudi to je v manjšini glede na druge razrede. Ja, večinsko prebivalstvo je bilo kmečko, ja, tako da na ta način bi lahko rekli, da gre v bistvu tukaj res gre za neko ozko odmerjeno skupino ljudi, ki seveda potem tudi oblikuje politike, ki koristijo zlasti določenemu sloju prebivalstva. Ne? In to se zelo lepo vidi tudi pri projektih klasifikacije goveda in pri promociji goveda. Ne, se pravi, člani, kot je recimo Franc Povše, on recimo promovira zlasti govedo, ki ga vzrejajo neki veliki kmetovalci, ki so tudi člani kmetijske družbe, ne, recimo zlasti izpostavi govedo tedanjega predsednika Kranjske kmetijske družbe, Fidelija Trpinca, ki je bil sicer tudi veliki industrialec tukaj, in sočasno, ne, z državo tudi sooblikujo neke administrativne ukrepe, se pravi, dajanja premij, se pravi nagrajevanja kmetov, ki bi redili lepo govedo, ne? In to govedo, ki je bilo opredeljeno kot najlepše, so slučajno kmetje lahko kupili ravno pri teh velikih kmetovalcih, ki so bili člani Kranjske kmetijske družbe. Ne? In, torej na ta način si moramo predstavljati, kako deluje v bistvu ta inštitucija. Zanimivo je tudi, da so te ustanove rejcev oziroma združenja rejcev ustanavljale svoje sekcije za evgeniko, to ne v Sloveniji, ampak v Združenih državah Amerike na začetku 20. stoletja. Kako je ta kontroverzna psevdoznanost evgenika torej se učila pri oziroma črpala znanje iz živinoreje oziroma vzreji živine? Ja, jaz bi tukaj rekel, da evgenika sicer ni edina znanost o organizmih, ki je črpala pri živinoreji. Moramo vedeti, da nekako v obdobju zgodnjega novega veka se uveljavi eksperiment kot metoda za produkcijo neke znanstvene vednosti, nekih znanosti. In že od 18. stoletja naprej, recimo zlasti o vednostih o organizmih,
raziskovalci uporabljajo zlasti živinorejo za preverjanje določenih znanstvenih dognanj. Recimo tak primer je Buffon, on recimo opredeli koncept vrste in opredeli ga na način, da kot pripadniki vrste so tisti posamezniki, ki so zmožni se reproducirati in producirati plodovitega potomca, in kako to preveriti. On v bistvu potem tukaj uporablja živinorejske prijeme, skuša pariti konja in osla, oziroma oslico, skuša pariti kozo in ovco in tako naprej, in na tej podlagi potem eksperimentalno skuša oblikovati neke koncepte in neke znanstvene ugotovitve. Potem v tem kontekstu je pomemben nekoliko kasneje, v 19. stoletju, tudi Charles Darwin, ki osnuje svojo teorijo evolucije. Če odpremo njegovo poglavitno delo, On the Origin of Species, on v bistvu polovico svojega tega dela nameni ravno umetni selekciji, ki mu pomeni kot kontrast naravni selekciji, v bistvu mu služi kot primer obratnega načina naravne selekcije, ampak vendarle, on do teh svojih ugotovitev prihaja vendarle tudi skozi preučevanja praks živinorejcev, kako so v bistvu selektivno parili in tako naprej. In tudi sam ne bi se ukvarjal z parjenjem golobov in tako naprej. In potem tudi recimo Francis Galton, ki je poznan kot oče evgenike, on se tudi precej močno zgleduje potem pri živinoreji. Tako da jaz bi tukaj rekel, da je Francis Galton in evgenika samo ena oblika znanosti, ki se je razvila in pa se je oplajala na nek način pri živinorejskih praksah. Predvsem torej zaradi umetne selekcije. Torej. Tako je. Umetna selekcija je dejansko spremljevalka živinoreje. Je bila mogoče umetna selekcija kdaj pri govedu uporabljena torej v smislu kovanja načrtne neke nacionalne pasme, ali je bila vedno tista prva stvar rentabilnost in ekonomija živinoreje? To vprašanje je kar težko, zato ker je včasih glede na razpoložljive vere, zgodovinske vere, dosti težko opredeliti, zdaj, kaj je bilo prvo gonilo. Ampak zdaj za ta habsburški, oziroma za avstrijski habsburški prostor, jaz tukaj nisem prepričan, je pa nedavno Laszlo Bartosjević, ki je arheozoolog madžarskih korenin, nedavno objavil eno študijo o zgodovinskem razvoju sivega ogrskega goveda, pri katerem pa gre za neko pasmo govedo, ki je interpretirana kot nek nacionalni simbol na Madžarskem. In on tukaj povezuje neke vzporedne oblikovanje, po eni strani oblikovanje te pasme, ki se dejansko v tej svoji obliki, v kateri je znana zdaj, izoblikuje nekako v 18. stoletju, in sočasno tudi že interpretacijo potem oblikovanja te pasme v nekih nacionalnih okvirov. Zdaj, tako da jaz bi tukaj težko govoril, je bil glavni interes za neko poenotenje, homogenizacijo pasme in oblikovanja, je bil tukaj nacionalni ali ekonomski, tukaj bi težko rekel. Zdaj znano je, da sivo-ogrsko govedo v socialističnem obdobju praktično skoraj da izumre, ker ni bilo videno kot preveč ekonomsko profitabilno, in šele potem z koncem 20. stoletja, oziroma za ustanovitvijo Republike Madžarske, se nekako potem tudi spozna spet to govedo kot nekaj, kar je treba podpirati državno, in se je potem začelo nekako neki te programi ponovne obuditve te pasme, in zdaj lahko recimo v Budimpešti kupimo salamo tega sivega ogrskega goveda. Bi pa tukaj rekel v bistvu ravno to še, da vprašanje nekako nakazuje, kot da je oblikovanje pasme enkraten dogodek, ampak v bistvu gre tukaj za nenehen proces, bi jaz temu rekel. Se pravi, pasme so nekaj dinamičnega, in opredeljene so z nekim pasemskim standardom, da pasma obstaja, moramo v bistvu nenehno vršiti nek ta proces selektivnega parjenja ali pa umetne selekcije, ravno zato, da se ohranja pač ta skupek živali v nekih specifičnih parametrih, v katerih jih določa pasemski standard, se pravi, kako morajo izgledati, točno kako morajo izgledati in tako naprej, zato da se zagotavlja, da ustreza nekim pasemskim standardom, kot so določeni.
Kaj pa slovenske avtohtone pasme, nekako velja cika oziroma cikasto govedo za slovensko avtohtono pasmo domačega goveda. Kakšna je zgodba cike? Nekako sodobni raziskovalci neko zgodovino cike iščejo v daljni preteklosti. Zdaj nekateri jo povezujejo že z tem nekim izvornim govedom, ki naj bi prišlo na te teritorije. To je Tolminsko-Bovška regija in Bohinj. Ja, mislim, kot tam jo opredeljujejo, ja. Drugi so potem povezovali zlasti z nekaterimi rdečimi živalmi, ki jih je recimo opisal že Franz Pauchet in pa pred njim, nekaj let pred njim, 1872, tudi Franz Schollmajer, ki je bil odbornik Kranjske kmetijske družbe. Zdaj dejansko, ko Franz Pauchet leta 1893 objavi, se pravi raziskavo, ki je temeljila na tiste inštrukcije, o kateri sva govorila prej, z 1874, oziroma on to raziskave izvede leto kasneje, on na območju Kranjske še ne najde nobene pasme. Se pravi, da so živali še vedno heterogene, da sicer neke tipe že opredeli, ampak da te še v bistvu ne more opredeliti pasemsko, ampak implicira, da bi čez čas lahko skozi smotrno rejo v bistvu proizvedli neke pasme. Ne? In nekako bolj dejavno se ta neka zgodovina cikastega goveda dejansko začne v 20. stoletju. Bolj dejansko že v obdobju kraljevine SHS oziroma kraljevine Jugoslavije in potem tudi kasneje v socialističnem obdobju, kjer začnejo pa neke te lokalne živali zlasti pariti z pinskavskim govedom, ki je takrat smatrano za izredno donosno z mlekom. Takrat je bil dejansko v bistvu so bili državni ukrepi križanja, se pravi nekega tega lokalnega goveda, ki zdaj vprašanje, ga lahko opredelimo kot cikasto ali ne. Definitivno se je opredelilo retrospektivno kot cikasto govedo. Vendarle pa je v bistvu, se mi zdi, da najpomembnejši del oblikovanja cike kot neke pasemske kategorije, ne, se pa dejansko zgodi že v času samostojne Republike Slovenije, kjer so, mislim, da v letu 2002 odkrili, da se nekateri kmeti niso držali teh državnih direkcij, da bi morali svoje lokalne govedo pariti oziroma križati s pinzgavskim govedom, in so potem določeni raziskovalci v tem videli neko izvorno cikasto govedo, ustanovili so je v bistvu rejska združenja in pasemski standardi in tako naprej, in s tem je bila nekako opredeljena to cikasto govedo kot posebna pasma v Republiki Sloveniji. Za avtohtone pasme pa je značilno tudi to, da jih država skuša ohraniti, torej ta nek ohranitveni pristop. Ja, mislim, to je opredeljeno v zakonu o živinoreji. Država opredeljuje določene pasme, ki jih opredeljuje kot avtohtone slovenske pasme, in s tem so povezani tudi določeni ukrepi za ohranjanje teh pasem. Zdaj, niso samo pasme, te recimo, mogoče meni je celo bolj znan primer ohranjanje kranjske čebele, kranjske sivke, ki jo nekateri opredeljujejo za raso oziroma podvrsto. In tukaj vemo, da država v bistvu sofinancira neke ukrepe ohranjanja kranjske čebele v nekih parametrih, se pravi, če pride recimo do matic, ki bi producirali določeno število čebel, ki ne ustrezajo fenotipskim lastnostim kranjske sivke, potem je treba to matico v bistvu zamenjati, privesti neko matico, ki bo producirala dejansko kranjske sivke. Tako da tukaj so v bistvu neki državni interesi in s tem povezani v bistvu in investicije, državne investicije za ohranjanje. Ja, v bistvu to je primer, tako se mi zdi zelo eksemplaričen, bio oblasti po Foucaultu, torej ko država regulira vse, Ampak zanimivo pa je tudi v vašem članku, sem prebrala, da so neke povezave med razvojem sistema kategorizacij v domačelih živali in rasizmom, pa ti sistemi klasifikacij naj bi sodelovali tudi pri procesih kolonizacije. Mogoče sploh ta zadnja povezava se zdi na prvo žogo abstraktna. Mogoče poveste kaj več o tem? Ja, mislim, se ravno to že v vprašanju o
tem kompleksnosti razvoja sistema klasifikacije sem nekako namignil, da se v bistvu uporablja rasa kot tisti termin, ki je opredeljeval tako podvrste kmetijskih živali, kot tudi podvrste ljudi, v 18. stoletju in tudi kasneje, tudi v 19. stoletju dejansko, oziroma tudi v delih 20. stoletja. Tako da tukaj definitivno je ta povezava v tem, da se skozi velik del zgodovine gre v bistvu za sinonim, se pravi zlasti v 18. stoletju, tukaj je spet že omenjena Buffon in pa tudi Carl Linné, sta bistvena, ki populacije organizmov klasificirata glede na rase, in to velja tako za ljudi, kot velja tudi za kmetijske živali oziroma za vse živali. In v tem je zlasti ta povezava. Zdaj povezava z kolonializmom je pa zlasti v tem, po eni strani nekateri povezujejo oblikovanje koncepta rase najprej za ljudi zlasti v španskem primeru, v času Reconquiste, kjer naj bi španska krona potem opredeljevala različne v bistvu verske kategorije na nek način rasno, se pravi posameznike, ki so bili torej kristjani, in posamezniki, ki so bili judovske veroizpovedi, in posamezniki, ki so prešli iz muslimanske v krščansko veroizpoved, in potem tudi nek prenos te opredelitve tudi v njihove ameriške kolonije. Sočasno v tem času se pa ta sistem, rasni sistem v bistvu tudi uporablja za klasifikacijo zlasti konjev. Zdaj raca, lahko gremo kar konkretno na naš primer kobilarne Lipica, ki je ustanovljena leta 1580. Tudi tam vidimo, če beremo dokumente iz 16. oziroma še bolj iz 17. stoletja, vidimo, da oni opredeljujejo konje recimo po rasah. In tukaj rasa ni neka, kako bi rekli, neka biološka kategorija, ampak gre v bistvu rasa je kot nek način sinonim za kobilarno. Se pravi, oni opredeljujejo konje ne glede na neke fenotipske parametre, ampak glede na to, iz kje izvirajo. In recimo v kobilarni Lipica imamo sredi 17. stoletja recimo žrebca rase danskega kralja, kjer je rasa mišljen kot kobilarna, žrebca rase češke kobilarne, se pravi mišljeno Kladrup, potem iz Firenc, iz Španije in tako naprej. In tukaj vidimo v bistvu, kako ti rodovniki so torej pomembni. Ja, mislim, tukaj še niso delali dejansko rodovnike, bolj gre v bistvu za nek branding, Se pravi, rasa kot nekaj, kar se institucionalno prenese na neko konkretno žival. Se pravi, kljub temu, da recimo so v kobilarni Lipici uporabljali žrebce, ki so bili recimo iz kobilarne na Danskem ali pa iz kobilarne v Firencah recimo. Njihovi potomci niso bili opredeljeni kot pripadajoči rase danskega kralja ali pa rase firenčkega kralja, ampak so bili opredeljeni kot pripadniki rase Lipice, se pravi kobilarne Lipice. In torej na nek način vidimo tukaj, kako je bila v tistem kontekstu je bila rasa uporabljena kot neka institucionalna kategorija, povezana je bila tudi z nekim ožigosanjem živali, z neko črko L, ki je opredeljevala, da je nek ta konkreten konj, specifičen konj pripadal specifični institucije, oziroma da je izviral iz specifične institucije. Torej je bila tudi znotraj tega živalskega sveta vzpostavljena med rasami mogoče neka hierarhija, beseda rasizem vsebuje tudi, se mi zdi, pač nek konotat neke hierarhije. Žal med rasami je podobno v živalskem svetu ali... Ja, jaz za te primere o Lipici, o kateri sem govoril, jaz tukaj še problem je, da dokumentacija, katero imamo, je precej nepopolna, tako da v tem kontekstu še težko rečem. Seveda so konji iz Lipice in iz nekih teh cesarskih ali pa kraljevih kobilarn bili ovrednoteni kot veliko, bolj so bili cenjeni, in tudi recimo so zelo skrbno nadzorovali, na kakšen, kdo se sme pariti s temi konji. Se pravi, oskrbnik kobilarne je v nekem letu, ko poroča o stanju v kobilarni, bil zelo prestrašen, ker mislim, da sta dve kobile ali nekaj kobil je pobegnilo, in on se je zelo bal, da se bojo te kobile potem parile z nekimi lokalnimi podložniškimi konji. Tako da tukaj vendarle je bila neka
hierarhija ali pa nek interes po ohranjanju živalskih populacij, ne, na nek način, ja, po vplivanju na reprodukcijo, no, na nek način bi lahko o tem rekel. Jaz bi tukaj se dotaknil vendarle še kolonizaciji in tega vprašanja pasem in rasa, ne. Mogoče tudi zelo značilni primeri so potem ravno v 19. stoletju in pa v 20. stoletju, zlasti recimo Rebecca H. Woods piše recimo zlasti o tem, kako je britanski imperij potem na nek način koloniziral svoje kolonije ravno s nekimi specifičnimi britanskimi pasmami, ne. Ideja je bila, da kolonizacija ne poteka zgolj z populacijami, pa tudi z kolonizacijo agrarne produkcije, ne, in to je pomenilo tudi za kolonizacijo z nekimi zelo specifičnimi britanskimi pasmami, ki so jih oni opredeljevali za smiselne oziroma produktivne, ne, v njihovem sistemu. In tudi potem v 20. stoletju, recimo v primeru francoskih afriških kolonij, ne, oni so tudi v bistvu zelo se zanimali za to, kako privesti v določena okolja afriškega kontinenta neke specifične pasme goveda, ki bojo v bistvu produktivne v teh okoljih, ne. Tako da v tem kontekstu je tudi ta še dodatna neka povezava med sistemi pasenskega razvrščanja ali pa razvrščanja kmetijskih živali in kolonializmom. Tadej Pavkovič, še zadnje vprašanje. Kakšna je pa današnja korelacija, torej med avtohtonimi pasmami in ideologijo? Se vam zdi, da se je do danes kaj spremenilo? Je to dobilo neko drugačno vsebino, ko govorimo o avtohtonih pasmah, ali se še vedno mogoče tako veže z neko nacionalnostjo, ljudstvom? Ja, mislim, meni se zdi, da nek ta nacionalni moment še vedno ni izginil. Še vedno se nekako ljudje povezujejo določene pasme živali jih vidijo kot določene nacionalne identitete, ne. Še vedno je neko bistveno vprašanje, je lipicanec slovenski ali je avstrijski konj, ne. Na nek način je to še vedno, vsaj v neki popularni, pa tudi v strokovni javnosti, mislim, da je še vedno pomembno vprašanje. Kar pa se je spremenilo, no, vsaj recimo na področju zootehnike, se mi zdi pa, da je vendarle ta sprememba artikulacije neke te potrebe po ohranjanju avtohtonih pasem, ne, ki se danes v bistvu zagovarja zlasti z nekimi obstoječimi pogledi o ohranjanju biodiverzitete, dediščine, trajnosti in tako naprej, no. Tako da to mislim, da je neka razlika. Vendarle pa mislim, da je nacionalni moment še vendarle zdaj v bistvu precej močen, no. Z zgodovinarjem Tadejem Pavkovičem sem se pogovarjala Maja Žvokelj, za zvok sta poskrbela Janez Ahlin in Max Pust. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.